Ja, se slišimo? Se slišimo. Jaz sem hitro izkoristila priliko, da je moška energija ob meni, tako da punce kar ženske vse. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste tukaj in tudi tisti, ki mimo prehajate, lepo dobrodošli, da se pridružite. Mi bomo govorili malo več o srčnosti. Kar veliko nas je, ampak to je tak lep pokazatelj, da o tej tematiki več ljudi govori, več ljudi piše, več ljudi širi. Tako tudi naša želja, da, ker smo v takem okolju, da je sproščeno, da tudi kaj vprašate, dodate, karkoli, tudi tukaj vmes naši. Če se vmes kaj spomnite, ve kar povejte, tako da bomo čim bolj sproščeno pogledali to tematiko. Z mano, jaz sem Petra Škarja, drugače ustanoviteljica založbe Petka, to je založba prav za slovenske avtorje. Mi pravimo, da iščemo zgodbe, ki si zaslužijo živeti večno. Tako da ponovadi pri nas dobijo prostor tudi tisti slovenski pisatelji, ki še niso prepoznavni, ampak se nam zdi, da je tak skriti biser, ker rečemo, dajmo no, to moramo dati v svet. In se trudimo nekako širiti te res dobre slovenske naše zgodbe. Z mano je gospod Danijel Lilek, sem prav prebrala, ravnatelj osnovne šole Slave Klavore Maribor, potem Nika Ciglar, še dijakinja, študentka, ki bo tudi svoj pogled povedala, potem sta pa Tatjana Kolec in Klavdija Javornik, vedno skupaj, tudi skupaj pišeta, in pa Sabina Košmerl Kavčič, avtorica Srčni učitelj, ter še Mirjana Ivanuša Bezjak, zelo znana med študenti kot srčna mentorica. Rdeča nit, ki povezuje vse te avtorje, mentorje, predavatelje, učitelje, je ravno srčnost. In če kar s tem začnemo, bi najprej prosila gospoda Danijela. Veliko govorimo danes o mentorstvu. Zdaj že iz časa Odiseja in govorimo o mentorju, o voditeljih in tako naprej, o tej povezavi, pomoči, vodenju. Ampak kaj bi rekli, da je danes mentor in kaj so glavne vloge mentorjev? Lep dober dan, želim najprej. Hvala lepa za to, da sem lahko prisoten v tej eminentni družbi. Mi je v veliko čast med prijetnimi damami biti prisoten in srčnost mislim, da se ravno začne na tak način, z prijetnim druženjem. In to, kar ste omenili, kar naj bi bilo današnje mentorstvo. Da rečem takole, kot ste omenili, mentorstvo izhaja iz daljne antične preteklosti, iz katere smo marsikaj podedovali in marsikaj prenesli v današnji čas. Mentorstvo je ena izmed tistih dobrih, tako strokovnih, kakor tudi medčloveških odnosih izhajajoča dejavnost. Mentor v današnjem času naj bi bil prilagojen temu, kar današnji čas pravzaprav zahteva. To pa je, da je do mentoriranca prijazen, da vzpostavi en odnos, kajti mislim, da mentorstvo začne ali pa konča se z odnosom. Vsekakor naj bo mentor tisti, ki mentorirancu daje en izziv, da stoji ob njemu, da mu pomaga, da ga tudi zaščiti pred morebitnimi zunanjimi ali notranjimi vplivi, če tako rečem, ki bi ga lahko odvrnili od svoje začrtane poti. Hkrati ga tudi izobražuje, mu daje informacije in ga tudi usmerja na pravo pot. Z eno besedo bi dejal, da mu pravzaprav nudi eno ogledalo oziroma en model, kako naj bi bil uspešen. Uspešen tudi v smislu srčnosti. Gospod Lilek, vas so prepoznali tudi kot srčnega ravnatelja, zato so vas povabili tukaj, tako da bravo za to. Očitno vas res prepoznajo kot takega. Kdo izmed vas je že bil kdaj mentor? Kdo je bil že mentoriranec? Kdo je bil oboje? Ok, ampak dajmo zdaj pomečkano pogledati. Če rečemo besedo mentor, danes v slovenskem prostoru je ogromno skupin, zavodov, združenj, šol, klubov, kjer ponujajo mentorstva. In marsikdo bi rekel, da teh mentorjev je pa res že toliko, ne? Ampak če govorimo o srčnem mentorstvu, Mirjana, kaj bi rekla, da si pa drugačna od teh, če damo po Gaussovi krivulji neki večini mentorjev, kakršne imajo danes študentje,
in zate pravijo, da si posebna mentorica, da v bistvu učiš na nek nenavaden, unikaten način. Kaj bi rekla, da delaš drugače in pa kaj iz tvoje prakse bi lahko predlagala ostalim mentorjem, dajte tole malo spremeniti, bodo študentje pa mladi rajš posegali po teh znanjih. Ja, lepo pozdravljeni. Po vsej verjetnosti zato, ker rečem mojim študentom, to so moji otroci. Danes sem stopila v banko in gospa, dober dan, gospa Ivanuša, pred 12 leti ste me učili. Mislim, da sem drugačna, da na nek način vzamem svoje mentorirance pod peruti in jih mogoče malo razvajam, jih pa motiviram, spodbujam, pokličem. Na koncu pri mentoriranju diplomskih nalog, jih je bilo do zdaj že 300, z njimi naredim, če je potrebno, kako mini generalko in jih pripeljem do zagovora diplome in na koncu tisto najlepše podelitev diplom, kjer sem tudi z njimi, če le gre. Vzeti si čas, biti z njimi z dušo in telesom in jih spodbujati, kajti to res rabijo. In strokovno usmerjanje in motivacijo in da v njih verjameš, da bodo to tudi naredili. Kaj pa pomeni, ko reče, da si včasih malo odpičena? Ja, zato, ker kršim vsa pravila, delam po svoje in naredim predavanja, ki so tisti, ko so me poslušali, ja, tam že mahajo, to je en program. Drugače, odštekano, ne vem, kako naj sploh to povem, včeraj sem začela, tako rečem, bolj stara, bolj nora, včeraj sem imela letošnjo prvo predavanje blockchain, tehnologije in kriptovalute. Hvala, bomo malo predali. Zdaj smo pa že tukaj ponovili besedo srčnost, dajmo še malo o tem. Zdaj, srčnost po SSKJ-ju pomeni pogum, biti pogumen je srčen, ampak a tukaj govorimo, ko govorimo o srčnem mentorju, o srčnem učitelju, o srčnosti, srčno predajanje znanja, govorimo o pogumu, ali kaj pomeni ta srčnost, ki jo zdaj izpostavljamo in ki je rdeča nit vseh vas, ki ste tukaj. Klavdija, vi dve sodelujete, zdaj me popravita. Imam prav, da že 5 let? 4-5 let? 5 leto teče, tako je. 5 leto teče, res je. Evo, še mikrofon si delita. Tatjana in Klavdija sta tudi avtorici tele knjige z mentorstvom do srčnega voditeljstva. Tukaj je debela, da sploh ne moram dvigati. In jaz sem mislila, da je to. Zdaj, medtem ko so programi, ki imamo ponovadi mentorja, ki izobražuje nekega mentoriranca, sta oni dve to malo obrnili na glavo, pa nam rekla obrnili na glavo, sta dopolnili sistem na ta način, da sta rekla, zakaj pa ne bi mi dve sodelovali na način, da skupaj ustvarva nek produkt, pogled mentorice in pogled mentoriranke, ker se ena od druge lahko učita. In nastala je čudovita tale knjiga. Jaz pa do pred kratkim nisem vedela, da ste ve v tem času še kar nekaj drugih knjig in priročnikov naredile, vse za spodbujanje tega srčnega mentorstva, povezovanja generacij in povezovanje v takem sklopu za skupne neke super produkte. Lahko vedve malo razložite, kjerkoli želi, ta izraz srčno mentorstvo. Kaj ste mislite in kaj to zajema? Ja, tudi medve sva pristopile k mentorstvu, misleč, da je mentorstvo pač samo vzajemno učenje. Ampak danes, ko vemo, da je znanje dosegljivo vsem na vsakem koraku, na 1001 obliko, lahko se učimo od doma, iz kavča, iz avta, ko se sprehajamo, vemo, da mentorstvo ponuja še nekaj več. In to je ta odnos, ki ga je omenil tudi ravnatelj. In ne boste verjeli, pri tem odnosu oziroma pri tkanju teh mentorskih odnosov nam ful pomaga tudi naš lepi materin jezik. Zakaj? Zaradi tega, ker je skrivnost mentorstva ravno v dvojini, da govorimo, pomembna sva midva, ne jaz in ti. Da tudi mentor v tem mentorskem odnosu čim večkrat pozove mentoriranca, mentoriranko, narediva to skupaj, ne pa naredi to. To so te male skrivnosti srčnega mentorstva, da skupaj proslavljamo zmage, da mentor pohvali vsak najmanjši korak mentoriranca, da skratka skupaj živimo to zgodbo. In ne, da jih učimo, kaj in kako naj naredijo, ker tega predvsem mladi ne marajo. Dajmo jim nasvete, vodimo jih tako neopazno na njihovi poti in ker smo ravno v zimskem času, se dajmo tudi spomniti, kaj pravzaprav je dober nasvet. In dober nasvet je kot sneg,
če pade na rahlo, se dlje obdrži in tudi globlje pride v misli tistega, ki nasvet dobi. Klavdija, od tebe sem povzela, tako lepo si povedala, pomembno je kakšen vtis in odtis puščamo v svetu. Nekje sem prebrala, da s svojim vedenjem vplivamo na okoli 1000 oseb v našem življenju. Ampak vprašanje, zdaj pa konkretno, kaj je razlika med mentorstvom pa srčnim mentorstvom, o katerem pišeta? Ja, srčnost je naša zavestna izbira. To ni nekaj, kar nam je prirojeno oziroma samo po sebi umevno. In za srčnost, kot si že rekla, je potreben pogum. In pravijo, da je pogum beseda srca. In ko odpremo srce, to pomeni, da čutimo sebe in druge. In vsi na tem svetu si želimo biti videni in slišani. Mentoriranci pa si želijo tudi občutke, da niso sami. In to jim lahko nudijo srčni mentorji in glavna veščina srčnih mentorjev je empatija. In vsi vemo, da biti empatičen ni lahko, da tudi to terja veliko mero poguma. Ampak empatični mentorji mentorirancem dajo vedeti, da so oni za njih pomembni, da so v enakovrednem odnosu, da jih sprejemajo kot edinstvene posameznike iz talenti in da samo s sodelovanjem lahko spreminjamo svet. Vsi pravijo, kako pa lahko natreniram empatijo, ker vsak empatičen v tem čudnih časih včasih ni prav lahko. Ampak kot vsake veščine, tudi to lahko treniramo s tem, da lahko malo več poslušamo drug drugega, da prilagajamo komunikacijo vsakemu sogovorniku, da se vživimo v svet drugega in pogledamo tudi iz drugega zornega kota in tako naprej. Empatični mentorji verjamejo v moč besed, ki odpira vsa vrata in to je verjamem vate. Tatjana, Klavdija, tako po pravic, med nami, tako ožji krog, pa se kdaj tudi skregata? Ne, medve se samo ogromno smejiva. V preteklosti je bilo treba Klavdijo včasih mečke nazaj utiriti, ker je enostavno preveč stvari zanimalo in nekdo mora biti v tem paru ali pa v skupini, ki drži fokus. In to je vsa umetnost. Drugače pa fleksibilni, prilagodljivi, lahko gremo čisto po drugi poti, če se oba zmeniva za to ali obe zmeniva za to, tako da kregamo se pa ne. Lahko povem še vajno skrivnost, da sta na odru v redu? Vedno tako lepo povesta, pa sodelujeta. Dvakrat sem imela možnost, da ju poslušam, pa obakrat se dobita tamle za mizo z nekim jegrčkom. Ne vem, če je to pravilo, ampak nekaj je na tem. No, Petra, tudi ti vsega ne veš, vmes sva prešaltali na Pelinkovec. No, nekaj je. Moramo še kdaj. Danes smo na knjižnem sejmu. Še eno vprašanje za vaju. Zakaj knjige in priročniki? A ni danes vse na spletu, evo, digitalno pa? Knjiga ima en poseben čar in še zmeraj jaz berem in spremljam, vedno je več ljudi, ki želijo imeti knjigo v roki. In to ostane. Naredili smo celo dnevnike, ki so mišljeni, namenjeni temu, da vanje zapisujemo svoja doživetja v mentorskem potovanju, ampak slišimo od večine ljudi, da ne upajo pisati v te dnevnike, ker je to pač knjiga. In bi rekla, da še kar radi primemo knjigo tudi v roke in to je nekaj, kar ostane in avtorjem in tistim, ki jo kupijo, berejo, si sposodijo. Zdaj pa malo preidemo mentorstvo iz poslovnega sveta, malo nazaj in naprej v mentorstvo v šolah. Nekje sem prebrala, pa zdaj ne vem, kdo je bil avtor, da če hočemo postaviti v družbi koga na piedestal, postavimo učitelje. Oni so gradniki naslednjih generacij in da treba tudi to spoštovanje jim dati malo bolj tako, kot se zaslužijo. In se kar strinjam s tem, ker res ogromno doprispevajo, kakšne bodo naše generacije naprej. Tukaj imamo Sabino Košmerl-Kavčič. Ona je prišla do mene, Sabina, skupaj se starava, že leta nazaj. Res je, ja. Z idejo, da mi napisala knjigo Srčni učitelj. In ona meni takrat nekaj pove, ko sem rekel,
Sabina, to nekaj ne štima. Bila je v varni, stabilni državni službi, tako kot treba, fino je bilo, učenci so imeli radi in ona da, ko je vse v redu, da ona odpoved, da bi ona šla na svoje delati kaj drugega, da ona v tem sistemu ne bo delala, ampak bi še vedno bila kot učiteljica, kot mentorica. Pa gledam malo to, vse danes jo razumem, takrat sem imela kar veliko vprašanj za njo. In Sabina, prvo vprašanje. Bila si v šolskem sistemu kot učiteljica, rada opravljala to poslanstvo, ampak si šla stran na svoje, še vedno pa opravljaš delo učiteljice, mentorice. Ja. Zakaj? A veš, ko sem učila še na srednji šoli, me enkrat prišla na hospitacijo k moji uri podravnateljica in mi je po uri rekla: Sabina, prosim, kloniraj se v čim več razredov. Razmnoži te svoje načine v čim več razredov. In potem se je zgodilo življenje, jaz pravzaprav te malo popravim, če bi jaz smela zagotovljeno službo, jaz bi kar v sistemu ostala. Meni sistem nikoli nisem dojemala, da me omejuje, jaz sem razumela, da mi sistem govori, daj me ti izboljšaj. Daj ti malo, a veš, sebe tu not, pa ti mene malo izboljšaj. Ampak res je življenje nekako tako, naredili sva midve skupaj to knjigo, ne, ker si ti jo uredila in jo še izboljšala in je to najin skupen produkt. In ta knjiga je potem v bistvu me pozvala, naj grem naprej in glej, leta kasneje zdaj opažam, da se res kloniram, zato ker poučujem učitelje in vzgojitelje teh načinov in oni to potem nesejo v svoje razrede in svoje skupinice. Zdaj z oči založnice bi pa rekla, da je bil prav tak prijeten, lušten fenomen, ko začutiš, kako neka tematika, neka knjiga na trgu, ko jo grabijo. Mi rečemo, aha, to je pa trg pograbil. Ampak ponovadi ne pograbi knjige. Pograbi zgodbo, pograbi sporočila. In ko je tvoja knjiga šla ven, je tudi postala knjižna uspešnica in je zanimivo, kako so začele šole, posamezniki hrepeneti po tej vsebini, srčni učitelj, mi bi pa tudi to v šolah imeli, mi bi pa tudi taki učitelji bili, učenci so začeli, mi bi pa tudi taki učitelje imeli. Sabina, daj mi recimo 5 stvari, ki bi rekla, kako učitelje naučiti biti še bolj srčni učitelji. Kaj so te stvari, ki jih poučuješ po šolah in med učitelje? Ja, kot prvo, odrasli bi velikokrat radi preskočili sebe. Mi bi učili otroke, kako naj ravnajo, mene pa na mir pusti. Ne? Ampak učitelj mora najprej pri sebi, ko učitelj dobro pozna sebe, ko učitelj dobro razume sebe, ko ima pri sebi razčiščene nekatere stvari, takrat on, mi rečemo temu, ne, spusti bariere. In takrat si upa z učencem, otrokom, sodelavcem res povezati. To je nekaj, o čemer zdaj govorijo že vsi ostali, recimo s Tatjano, Klaudijo, Mirjano, z gospodom ravnateljem, imamo že sploh zgodovino, ne, on je učil na šoli, ko sem bila jaz učenka. Ampak to so ljudje, ki so mi nikoli v življenju niso dali vedeti, da sem jaz karkoli manj od njih. Recimo, tako kot si lepo rekla, sem začela neko podjetniško pot, kot da sem z lune padla. Jaz sem iz sistema, jaz sem učiteljica, mislim, pojma nisem imela o podjetništvu. Srečam Tatjano, srečam Mirjano, srečam Klaudijo, ki so prekaljene podjetnice. Niti z enim pogledom, niti z eno črko mi niso dale vedeti, ti si pa majhna, ti si pa začetnica. In to je to, kar človek potrebuje pri svoji rasti, da te nekdo vidi, vidi v tebi potencial, te spodbuja in tega ne fejka, ampak res to čuti. Vidim te, ti to zmoreš, ti lahko mene nekaj naučiš. In mogoče v prvi vrsti zelo lepo si rekla, učitelj je dati na piedestal, ampak jaz jih učim, dajte vi sami sebe na piedestal. Učitelji sami sebe premalo cenijo in potem bi pa zahtevali, naj jih drugi cenijo. In tako lepo mi je rekla gospa, ki 25 let že uči na šoli in mi je napisala mail po končanem tečaju in mi je rekla, Sabina, vrnila si mi moje dostojanstvo. Pa je to 8-urni tečaj. A veš, ni to zdaj, ne, da smo skupaj 2 leti. Ampak ona je nekako skozi te ure začutila, wow, valjda, sebe moram ceniti, sebe moram sprejeti, sebe moram imeti rada, potem lahko to dejansko delim z drugimi. Sredi dogodka, glih nekje na polovici smo, še v polovici, eno pomembno vprašanje. A se dobro počutite? Vam je udobno? Veste one besede Maje Angelov, zelo znane besede, meni čudovit citat, ko je rekla, ljudje bodo pozabili, kaj ste rekli, ljudje bodo, kako že, ne bodo pozabili, kaj si naredil, ampak nikoli ne bodo pozabili, kako ste se počutili. Tako
težko, da upam, da se dobro počutite. In mislim, da tudi srčnost, srčno mentorstvo, srčno učiteljstvo, ravno to, da se moramo počutiti v redu. Tudi takrat, ko se učimo, tudi takrat, ko mogoče kaj pademo, tudi takrat, ko nas nekdo mora malo spodbuditi, ampak pomembno je, tako je rekla Sabina, da se dobro počutiš in te nekdo ne da v manj vreden položaj. Sabina, vprašanje za $1 milijon za vse pisatelje. Zakaj knjiga? Začela si s knjigo, srčni učitelj. Zakaj? A veš, sploh ni bilo šanse, da je ne bi napisala. Mene je to toliko žulilo, ko sem jaz videla, da to deluje. Kar sem jaz počela v razredu, kar sem jaz počela v odnosih, ko se je pokazalo, da to deluje, da je moje življenje lepše in lažje. Pa ker sem tudi jaz, valjda, tako kot vsak drug učitelj v razred prenesla vso svojo čustveno prtljago. In ugotovila, da me faks pač na to temo ni nič pripravil, kako naj to čustveno prtljago odložim in kako naj se jaz povežem z otroki. In ko sem jaz se to šla naučiti narediti in ko sem videla, kako to super deluje, sem rekla, jaz bi to rada dala kolegom, jaz bi to rada dala staršem. Ampak Petra, ti si bila redka, ena izmed redkih, ki so rekli, to bo super. Ker večina ljudi, ki je to testno prebrala, so rekli, joj, Sabina, ti bi zdaj rada povedala učiteljem, da je vzdušje v razredu njihova odgovornost. A veš, ti bi zdaj rada povedala staršem, da je vzdušje v družini njihova odgovornost. To ne bo preveč v redu, ne? In jaz sem rekla, kaj me briga. A veš, bo kar bo, jaz čutim, da to moram dati ven. Ti si rekla, ja, dajva to ven. In mislim, da so bile obi šokirane, ko je dejansko to postala knjižna uspešnica. Ne, mi smo vedeli. No, jaz nisem. Ja, mi vedno podpiramo zgodbe. Mi pravimo, sej ljudje smo še vedno, hočemo razumsko si razložiti, zakaj danes ne bom zapravila €100 za knjige, ne? Ampak na koncu smo čustvena bitja, ki zgodba je tista, ki prodaja. In v primeru Sabine, kjer sem bila najbolj upletena pri knjigah, ne rečem, da je kaj več ali manj kot ostali, ampak najbolj sem poznala to zgodbo, je bilo res ta cel paket zgodba, kako je ona strastno srcem razlagala, veš, to bi mogli, to otroci rabijo, to moramo. To je zgodba, ki si zasluži živeti večno. Knjiga je samo en kanal, kamor to damo. Pa če ostanemo v šolskem sistemu, najbrž že ptički čivkajo o tem, da kar razlagajo, ja, šolski sistem pa uči bolj sledenja, ne kreativnosti, pa otroci bi mogli drugače in tako naprej. Ne? Ogromno teh debat poslušamo. Ampak dajmo zdaj pa vprašati študentko, Nika študentka smeri sociologije in interdisciplinarno družboslovje. Ja. Ampak praviš, da si sicer pa umetniška duša. Ja. Tvoj pogled na to, kakšen je šolski sistem in ko govorimo o srčnosti, kjer si se tudi zelo prepoznala v tej skupini in se tudi že povezujete, kaj bi ti kot študentka rekla, prosim, dajte nam v šolski sistem tole ali pa profesori, učitelji, mi bi želeli tole, pa bo sigurno za nas bolje. Ja, na Mačka to imam nam zdaj povej. ful en lahki odgovor. Dajte nam Sabino. Sklonirano, ne? Ja. Dajte nam ljudi, kot je Sabina. Dajte nam ljudi, ki spodbujajo našo kreativnost, ki nam nudijo varen prostor, ki nas sprejemajo, ki dejansko so tam za nas, ko jih potrebujemo, ki nas naučijo koristne stvari, ne pa balasta, pa nekih nepotrebnih informacij, ki nam v življenju pol sploh ne koristijo. Šolstvo bi moglo dejansko učiti ljudi to, kaj je za življenje važno. Učiti za nas in za naše življenje. Ne pa, da nas uči milijon nekih formul nepotrebnih, ko jih bolj tako pozabimo. To ni okej za naše možgane, to ni okej za nas. Ok, Nika, daj 5 stvari, kar je pa fajn, kar si se naučila. Da rečeš, to lepo Ja. uporabno. To je za malo težje, ne? Zdaj jaz bi tako rekla. Osnovna šola, rečemo približno okej. Srednja šola, faks pa najhujša izkušnja od vsega. Vedno več omejevanja, vedno več pritiska, vedno več balasta, vedno več vsega možnega informacij. Ampak so pa eni tisti ljudje, in to so ravno učitelji, mentorji, ko pa te obrnejo, ko pa te premaknejo in zaradi katerih dejansko pol ne dojemaš šolskega sistema kot nekaj najbolj groznega in najbolj slabega, čeprav še vedno me dostikrat to pograbi, ker resnica je, da šolski sistem ni niti približno okej in da moramo na tem še ogromno narediti in definitivno premalo akcije delamo v to, kar se kaže na mentalnem, fizičnem, vsem možnem zdravju, počutju mladih otrok. Tako da jaz bi rekla, da v bistvu, kaj je bilo dobrega pri šolskem sistemu. Mogoče, da ti da nek tak izziv, da te pripravi na življenje, na neke take grenke, traumatične, stresne izkušnje, da je neka proga za to, neka priprava
ampak vseeno to ne bi rabilo biti vsaj v toliki meri, ne kot je, ne. Bi pa izpostavila te učitelje, te mentorje, ravnatelje, te ljudi, ta kader, ko dejansko ti pomaga, je tam za tebe, je podpora in je to, kar bi dejansko moglo biti celo šolstvo. Podporno, varno okolje, zavetje, ki spodbuja kreativnost, da si to, kar si, da prepoznaš svoje talente in svoje morebitne ovire kot neke svoje izzive, potenciale, da dejansko rasteš in se razvijaš. In ljudje, kot je Sabina, ki me sem tudi povabila, za kar iskrena hvala, res srčna hvala, so tisti, ko to nam nudijo in dosegajo. In jaz sem imela na vso srečo tudi imeti priložnost spoznati kot učiteljico v srednji šoli, ki me sicer samo nažalost enkrat nadomeščala, ampak mi je spremenilo dejansko pogled na stvari, pač tisti dan. Jaz se prav spomnim, da sem potem rekla sošolkam, pač po njeni uri, pa zakaj nas njena ona vsega uči, pa zakaj niso vsi učitelji taki, pa jaz bi njo imela, kako lahko jaz pridem do nje, do njene ure, da bi me ona učila. Tako da bi pohvalila pač ta vidik šolstva, no tiste bolj kot ne, bi jaz rekla po mojih izkušnjah, pa izkušnjah mojih bližnjih izjeme, ampak vseeno tudi izjeme so pomembne in takšni ljudje spreminjajo svet in vse se začne pri posamezniku, mi spreminjamo svet. Nika, bereš kaj knjig? Ja. Pišeš kaj knjig? Tudi že pišem eno knjigo svojo, ampak to bolj tako občasno, ja. Sem pa drugače bolj taki vizualni tip. Gospod Daniel, a bi lahko tole prosim komentirali z oči ravnatelja? Šolski sistem, kako našati vso to bolj spodbojanje kreativnosti, srčnost in koliko se tega že dogaja trenutno? Mislim, da je Nika povedala pravzaprav tisto, v katero smer naj bi se poskušali vsi vzgojno-izobraževalni zavodi truditi. Namreč zagotavljati spodbudno, varno in srečno okolje, v katerem bi se prihajajoči rodovi izobraževali in vzgajali za boljši jutri. Seveda nekatere omejitve tukaj vendarle ostajajo. Morda samo tisto, kar je Nika omenila glede nepotrebne navlake in velikih balastnih stvari, ki jih najdemo. Nekateri poskušajo to razlagati tudi s tem, da pa vendarle velik del možganov še imamo nekako v sivi coni oziroma neaktivnih. Zdaj, a je to potrditev ali razlaga tega presoja, prepuščam vaši presoji, pa vendarle nekateri govorijo, da s tem poskušamo aktivirati tisti še speči del možganov. Seveda, nam se to zdi na nek način včasih navlaka ali karkoli, je pa v nekem smislu morda vendarle koristna. Vsekakor pa velja prisluhniti glasu otroka, tako v osnovni šoli, srednji šoli, kakor tudi na fakulteti. Kajti jaz mislim, da če želimo zagotoviti izobraževanje in vzgojo bodočim rodovom oziroma, če rečem, bodočim upravljavcem sveta, tudi naše države med drugim, potem jim moramo v začetku prisluhniti, kajti šele potem bodo oni lahko prisluhnili nam. In nekako mislim, da je eno vodilo, ki pravi tudi, da je najboljši učitelj tisti, katerega prehiti učenec. In če delamo v tej smeri, jaz mislim, da imamo generacije, za katere nas ni treba biti strah. Samo prisluhniti moramo. A ste vi brali Sabinino knjigo? V celoti še ne, ker me časovno ni prišlo skozi. Smo pa imeli predavanje na naši šoli in vse to, kar zdaj tukaj se pogovarjamo, smo v živo doživeli in zato je celoten naš kolektiv in osebno zelo hvaležen. Lepo, hvala. Kakšna vaša vprašanja? Ne preveč težka, taka čisto enostavna. To je tako zanimivo, ponavadi ni. Aha, zdaj smo v šolo prišli. Ne, saj nič tak, ampak jaz bi pač rada poudarila, da jaz ne vidim toliko problema v dejanskem obsegu snovi, ampak v kvaliteti snovi, ne? V tem, kak je snov dejansko pomembna za nas, za naše življenje, tako da bi lahko to našo sivo cono, ko dejansko je tu, ne? Da bi jo razvijali, spodbujali z znanji, ko so dejansko pomembna za nas pa naše življenje, več psihologije recimo, primer tega, ne? Ja. Zdaj si to Nika super odprla, samo da še dopolnim. Jaz se strinjam z obema, kar jaz vidim, da so mladi dosti lažje sprejeli tudi balast, če sem jim ga osmislila.
In tu se zdaj začne spet srčnost, če učitelj žari. Pa to ne pomeni, da žariš, če si 24/7 srečen, nasmejan. Pomeni, da res imaš nekako tiste temeljna življenjska vprašanja v sebi odgovorjena, da imaš tisto temeljno vero vase in življenje, jo imaš, tudi ko so slabi dnevi. In to otrok začuti, da si tista stabilna oseba, ki je osrediščena v svojem življenju. In dejansko, če taka oseba stoji pred tablo, tudi če jim naložiš, jaz sem včasih jim tudi rekla, lejte, tudi meni se to zdi malo brez veze, samo dajmo, mi to zmoremo, ne? Reče, ok, učiteljica. In če jim osmisliš, to je trening za možgane, to bo nekoč vam bo to prišlo prav, mi to zmoremo, pa če narediš to kreativno, pa če ti snov tako dobro razumeš, da jo res simple razložiš, potem je ta balast se bistveno zmanjša. Kar jaz opazujem šolski sistem, kakor imajo izdaljave, jaz bolj v tem poslovnem svetu pa knjižnem svetu, bi pa rekla, da je kar veliko že zelo dobrih praks, mogoče so to taki biserčki, tako kot je Sabina, pa tako kot imamo ravnatelje dobre, tako kot imamo kakšne programe dobre, se mi zdi, da tega čim več, je pa pomembno, da to damo v ospredje, da o tem govorimo, da to spodbujamo, da se veste tisto, kamor daš energijo, to raste. Tako da, bolj kot v tem, da je veliko razlag pa debat v medijih javno, šolski sistem, kaj ni v redu, dajmo izpostaviti take res bisere, take dobre prakse, ker je ogromno tudi učiteljev, profesorjev, ki se obračajo na nas, na vas in rečejo, želimo si drugače, slišimo mlade, ampak povejte nam kako, prav rabimo neke primere, neke zglede. Evo, in zdaj izziv za vse. Imate kakšen primer iz glave, da rečete, tole se je zgodilo med učenci, ne vem, je učitelj tako pristopil, smo s šolo nekaj naredili, to je bila pa res dobra praksa, učenci zadovoljni, študenti zadovoljni, ogromno smo odnesli od tega v življenje. Dajte nam nekaj praktičnih primerov. Ja, jaz bi izpostavila recimo, ko smo imeli sicer v okviru bolj tak glasbenih predmetov, mislim glasbe pa pevskega zbora, recimo dihalne tehnike zjutraj, pa tako malo telovadbe, da smo se pripravili na dan, to je bilo v osnovni šoli. Recimo v srednji šoli so bili ful fajn razni izleti, da smo imeli možnost iti v tujino, sicer smo bila na turistični srednji šoli, to se mi je zdelo ful fajn, tako dobre izkušnje, dosti ti dajo. Zdaj za faks pa bi izpostavila profesorico, ki nam je dejansko predala znanja neurolingvističnega programiranja, malo nakazala v to smer, ni zdaj šla sicer v detajle, ker ni bilo možno, ker ogromno snovi in to. In mi je to ful koristilo, pa ne samo meni, tudi sošolcem, sošolkam, pa nam je res veliko dalo. Tako da jaz bi spodbujala take prakse, ko so povezovalne, dobre za odnose, za nas same, nasploh. Še kakšen primer? Lahko tudi vi? Še malo prebijem let. Jaz imam en primer, ko so v Trbovljah v šoli, srednja tehnična šola, so rekli, res ne naučimo otrok programiranja. Ne razumejo, zakaj programirati, pa zakaj te enačbe v ozadju, kako naj jih učimo in pravijo, da je to balast, ki ga ne rabijo in ki je zoprno in ne vem kaj. In so povabili lokalnega podjetnika, svetovno uspešnega, in je pokazal, kako je bil na raketi NASA, kako so odleteli, mladi fantje, wow! In potem je ugasnil posnetek, pa je rekel, vidite, ampak da je ta raketa šla v luft, morate znati tole enačbo, pa tole, da tole skupaj daš, da sploh lahko ti izračunaš, kako bo raketa šla gor ali pa ne. In je pokazal praktičen primer, zakaj se vi učite enačbe, da ste lahko enkrat na tej raketi vi delali, ker si pa želijo, ker je to tako malo vesoljsko. Ali tak iz prakse, iz gospodarstva povlečen končni rezultat in potem nazaj, zato se tega učimo. Še kakšen primer? Zdaj se mi je utrnilo, ko si to povedala. To je to, ne, osmisliti jim. Povedati jim, zakaj je to za njih v redu. Pa saj so ful pametni, zakaj bi se oni učili nekaj, kar jim ne koristi? Povej jim, zakaj jim to koristi, pa bojo to naredili. Tako da to, da jih dejansko kupiš. Jaz učitelje učim, kako naj učenca kupijo za svojo srčnostjo, svojim žarom in kako jim naj pojasnijo, zakaj jim bo to dejansko pomagalo. In ko to dejansko zna učitelj narediti, spusti te bariere, zadeve definitivno stečejo. Še kakšna ideja? Saj vem, da jih imate, samo ne povemo na glas. Glavno, da razmišljamo v tej smeri, še enkrat, kamor damo energijo, tisto raste, zato pozivam vse nasploh, da večkrat govorimo o dobrih primerih, dobrih praksah, srčnih mentorjih, srčnih učiteljih in
več ko bo tega, več se bo to širilo in to je nekako namen vseh. Zdaj pa še malo skočimo na poslovni del. Partner? Ja. Hvala lepa. Jaz bi pa nekaj navezala mačka še na eno drugo temo in sicer primerjava javnega šolstva z zasebnim šolstvom, predvsem na fakultetah, a ne? Vsi tisti, ki naredijo neke zasebne fakultete, so nekako drugorazredno tretirani, se pravi takrat, ko iščejo zaposlitev, ko gledajo na šolske vsebine in tako naprej, kar se mi zdi popolnoma, da ni v redu, ne? Gledala sem primer, sem imela to priložnost, ko so na šoli za ekonomijo, takrat je še vodil gospod Pšenični, to je bilo že zelo veliko let nazaj, izredno ogromno imeli teh caseov, točno to, kar se vi zdaj pogovarjate. Primer na primer, poslovni načrt, ekskurzija takšna, drugačna, narediti povzetke, razmišljati z lastno glavo, kako bi ustanovil podjetje, zakaj bi imel v centru mesta, zakaj pa bi imel drugje, a lahko imaš v garaži, kakšna dejavnost moraš tam imeti, katero obliko. Skratka, ni da ni, ne. Če bi primerjala s programom na ekonomski šoli, kamor sem sama hodila, ne, kjer je pa res balasta ulala, ne, in tako naprej. Ampak ne, tista šola pač nekako ni priznana. In spomnim se zadnjega pogovora po televiziji, zdaj ne vem točno, katera oddaja je bila, ampak vem, da je bil gost dr. Ernest Petrič in so ga ravno nekaj na to temo vprašali, zato ker je on pravnik, ne. In je rekel, sploh ne razumem, zakaj se moramo to pogovarjati. Mi smo imeli na to temo referendum, mi smo imeli to odprto vprašanje. Slovenci ste se odločili, da zasebne šole bomo imeli. Pika amen. Zame se tukaj zgodba konča. Torej imamo javne in zasebne. Odvisno samo od vsakega posameznika, kam se bo vpisal. Zakaj moramo tukaj programe rangirati? Prav v končni fazi, če pogledam na to, kje pa so najboljše šole? Najboljše so zasebne, Harvard in tako naprej. Pri nas v Sloveniji so pa to tretje razredne. Čistko malo v razmislek. Gospod Daniel, bi vas prosila malo za komentar? Bi kaj dodali? Ja, zdaj ste nekako izpostavili eno vprašanje, katero je pravzaprav delno že odgovorjeno, delno pa je z pravno-formalnega vidika, kot ste rekli, je odgovorjeno kako in kaj, z dejansko vzgojno-izobraževalnega vidika je pa včasih vendarle malce lahko v dilemi. Zdaj, kaj in zakaj nekoga postavljati v drugorazrednost ali prvorazrednost, mislim, da je to tisto, o čemer bi verjetno lahko odgovorili tisti, ki to delajo. Zdaj, zakaj nekoga po kakšnih standardih, kriterijih ali čemorkoli to rangira, če opravlja, da rečem, enako poslanstvo, hkrati pa morda celo v metodično-didaktičnem in strokovnem vidiku še celo bolje, se mi zdi celo ne najbolj pravilno, ne? In da bi pa presodil tisto, pa mislim, da nisem najbolj prava oseba, da bi zdaj eno sodbo v tej smeri postavil. Se pa strinjam s tem, kot pravite, ne? Da pa vendarle, če opravlja nekdo poslanstvo, ker pedagoški poklic je vsekakor poslanstvo, ne samo opravljanje dela, ne? Potem jaz mislim, ne glede ali je to na javni ali državni ustanovi, je v enakovrednem položaju. Ali naj bi bil, bolje rečeno, ne, tako. Hvala. Zdaj pa iz šolstva malo preidemo nazaj v srčnost, v poslovnem svetu in mentorstvo. Pa za povezavo, mogoče ena zgodbica. Enkrat sem šla v osnovno šolo in pride do mene ena učenka 3. razreda, pa taka majčkena je bila, mi na Dolenjskem rečemo gajsna. Veste, kaj je gajsna? Gajsna. Tak, prikupna. Moj brat reče, pa oče tudi, blagor mu, kaj bo zgrešil. Saj je malo tako, ampak ja, gajsna. In pride roke tako na bok, oštro hod, tako kratke črne laske je imela, me pocuka za hlače, tako dol pogledam. Prav, a ste vi pisateljca? Mi se pač trudimo po šolah tudi promovirati pisateljski poklic, pa branje, pa knjige, pa se trudimo, ne, kakor le gre. No in jaz se pogledam, dol sem rekla, ja, jaz sem ta pisateljca. Nekaj vam moram povedati. Ja, to bo zanimivo. To pa ni najbolj seksi poklic. Seksi je rekla, res. Pa jaz pogledam, se malo imamo po svoje prav, ne? Pa vprašam, kaj pa je seksi poklic? Kaj mislite, kaj je odgovorila? Nič več, to je bilo seksi, ki smo bili mi mali. Je bilo zdravnica, pa odvetnica, pa pilot. Kaj je zdaj? Influencer.
influencer pa youtuber. Je zdaj seksi poklic. Ampak po svoje pisatelj pa romantičen poklic. In tudi kar vas povezuje je, a vi že imate kakšno knjigo? Dejte, pa bomo pa kar vsi, pa še nekaj, bomo vsi nekako s knjigam. No, mi pa vsem še vedno pišemo knjige, fizično knjige, ki jo primete v roke. No in če gremo zdaj nazaj na mentorstvo v poslovnem svetu, vedve ste napisali knjigo skupaj, 2 avtorici in tudi naprej stopata v ta svet skupaj kot soavtorici. Kakšen vpliv je imela knjiga zdaj naprej na to poslanstvo, ki jo vidva šerta? Zakaj niste samo recimo predavali, govorili o tem, ampak sta preko knjige želeli nekako svoje sporočila podati med ljudi? To je pravzaprav ena nenavadna zgodba. Medve smo v času najinega mentorskega odnosa šle na eno predavanje nekega Američana, zdaj se ne bom spomnila imena, je Raymond, ja, ki je rekel, da če želiš biti prepoznaven, kar pomeni, da potem tudi seveda lažje spravlja svoje sporočila v svet, potem je prvi pogoj, da napišeš knjigo. Mi smo ga debelo gledali, ampak pol, ko smo to malo razmislili, smo ugotovili, da je to res in evo tle te knjige. Tako da, ja, in imele so dober odmev in temu je pol sledilo to, da se ne bova skromni, no, ampak se čutva tudi medve malo zaslužni za to, da se danes o mentorstvu govori več, kot se je sicer, ali pa do včeraj. Posebej pa zdaj, ko smo vsi izpostavljeni raznim izzivom, s katerimi se prej mnogi od nas sploh nismo srečevali, in ko res rabimo vsak od nas osebo, na katero se lahko nasloniš, ki te bo vodila brez kakšnih lastnih interesov po poti, ki jo ti želiš. In če dovoliš, Petra, bi se samo navezala na to, ker je dala odlično iztočnico Sabina, kako učitelji lahko kupijo učence. Jaz pa vem, kako lahko mentori kupijo mentorirance. Ni tista travarica v neki. In sicer z zaupanjem, pomeni, da z njimi delimo svoje zgodbe, z vsemi napakami, razočaranji, vsem mogočim, kar se vsakemu živemu človeku v življenju pripeti. Z pripravljenostjo na učenje mentor naredi največ, ko stopi v ta odnos, da reče, ful veliko se moram še tudi jaz naučiti, ne pa na način vse že znam, ali pa celo jaz sem mentor, vse vem, če boš tako delal, kot delam jaz, bo najboljša. Predvsem pa je tu pomemben zgled, da se v vsakem trenutku zavedamo, da smo svojim mentorirancem ali pa učencem zgled z vsem, kar naredimo, velikokrat pa še več s tistim, česar ne naredimo. In mislim, da je že Einstein nekoč rekel, zgled ni najpomembnejše sredstvo, da vplivaš na druge, ampak je edino sredstvo, s katerim vplivaš na druge. In Tatjana, če te smem še dopolniti, ne samo, da tudi zaradi vaju, knjige in vsega, kar delata, se je začelo bolj govoriti o mentorstvu in srčnem mentorstvu, ampak sta tudi sinonim za neko povezavo med generacijami in povezavo med mentorjem in mentorirancem, da to ni enostranski proces, ampak obojestranski oziroma celo skupen nastop za skupne produkte. Tako da čestitke za vse to skupaj. Ko ste omenili knjigi, kot zanimivost, veste, da smo Slovenci prvi po številu izdaj knjig na prebivalca v Evropi. In to je nekje 6000 knjig na leto novih izdamo v Sloveniji. Poprečna prodaja je nekje 350 izvodov, poprečna cena knjiga je 21 €, malo za občutek. Kar je pa tisto malo slabše, je pa to, da smo prvi po številu izdanih knjig, se pravi, radi pišemo, smo pa dokaj nizko v Evropi po številu prebranih pa kupljenih knjig. Zdaj, moja mama na to zaključ. Kaj, Petra, pol vsi bi sem pisali? Mami, to je fajn, ker imamo pa res dobre zgodbe, ki jih je vredno dati v knjigo in z njimi nekako vplivati. Seveda se moramo pa zavedati odgovornosti, ki jih imamo kot mentori, kot učitelji, kot pisatelji, ker vplivamo na bralce, vplivamo na poslušalce in kakšen je ta vpliv, je pač naša odgovornost, kaj delam. Mirjana, še zate bi imela eno, tudi ti si napisala že knjigo. Ne eno, 5. 5. Kako iskati zaposlitev, kaj moram vedeti o podjetništvu, zaposleni najpomembnejši kapital 21. stoletja in 2 knjigi o turizmu in gostoljubnosti in prisrčnosti. Ja, knjiga ostane za tabo, tudi ko tebe več ni in to je tista stvar, veste, najlepše je, ko grem v knjižnico, pa to je pa moja knjiga na polici.
toliko ljudi je prebralo, ko me študenti citirajo, ko pride na računalnik citat, in vidim, da so moje članke, knjige prebrali in jih uporabili, pa si rečeš, ja, nekaj je ostalo in še bo. To je bil tudi zanimivo, ko so Franca Jagra, ki smo zdaj izdali knjigo, vprašali, Franc, trgovina Jagr, ob vseh milijonih, 800 zaposlenih, v kaj se greste ukvarjati s knjigo, zakaj knjiga? In je odgovoril samo, da se ne pozabi. Kratko, jedrnato. Zdaj pa za vsakogar lepo bi prosila eno zaključno misel. Govorimo o mentorstvu, o učiteljih, o srčnosti in o knjigah. Če vse to skupaj povežemo, imamo tukaj ene ključne predstavnike, ki to živijo, ne samo o tem govorijo in pišejo. In vas prosim vsakega za eno zaključno misel na to temo. Mirjana, kar izvolite. Nič, izberite si mentorja, bodite mentorji. Ne vem, če poznate misel grškega filozofa Epikteta, imamo dvoje ušes in ena usta z namenom, da bi dvakrat bolj poslušali, kot govorili. A zato je bolj malo vprašanj danes. To je v redu. Mislim, da tudi pri mentorstvu lahko izhajamo iz enega razmišljanja, ki mislim, da je v vzgojno-izobraževalni praksi večkrat dokazano. In sicer pravi takole, da teorija brez prakse je mrtva, praksa brez teorije pa je slepa. Lepa. Hvala. Ja, po najnih izkušnjah iz Tatjano mentorstvo iz srcem prenaša znanje pospešeno, kot pa če gremo van zgolj z razumom, zato se že danes zavestno odločimo za srčnost. In bodimo zgled, ker konkretna dejanja puščajo največji vtis in bodimo na vsakem koraku predvsem človek človeku. Hvala, Klavdija. Tatjana? Jaz bi rekla takole, da je naloga nas mentorjev in učiteljev, da učence, dijake, študente in naše mentorirance pripravimo za pot, ne pa da jim pripravimo pot. To je prva stvar. Drugo bi pa rekla, dajmo mi izkoristiti današnji čas. Že prej sem rekla, da smo vsi izpostavljeni množici izzivov, mladi, stari in tisti vmes. Nekatere raziskave kažejo, da se bomo morali v naslednjih letih vsi na novo učiti, priučiti novih veščin in zakaj ne bi se pri tem združila, ne? Da združimo mladostno zagnanost, ideje, pobude, včasih tudi neučakanost z modrostjo in izkušnjami tistih malo starejših. Hvala. Nika? Jaz pa bi na tem mestu povedala en citat Alberta Einsteina, ko smo se že prej pogovarjali, pa tudi na poti v Ljubljano o tem. Definicija norosti po Albertu Einsteinu je to, da dejansko delaš skozi eno in isto stvar in pričakuješ drugačen rezultat. Mislim, da se s tem lahko vsi poistovetimo, strinjamo. Torej, jaz bi rekla, da dejansko podprimo dobre prakse, to, kar smo danes tukaj malo že nakazali, navedli, uvedimo take prakse v vse možne sisteme, ne samo šolski sistem, nasploh v sistem, pač to podprimo. In dajmo stran pač tisto, kar nam ne koristi, tisti balast dejansko. Ja, pa pri tem upoštevajmo seveda unikatnost posameznika in to spodbujemo. Hvala, Nika. Sabina? Ja, zdaj pri srčnih mentorjih, srčnih učiteljih je ena majhna razlika. Recimo mentorja si izbere odrasel človek, ne recimo, ali pa nekdo, a veš, mentorja si najde kdo, ki bi rad napredoval, pa bi rad poslovne veščine razvil, pa rad bi nekaj dosegel, pa ga tudi plača. In tu se valjda en drug odnos vzpostavi kot otrok, ki pride v razred, ker mora priti, ker itak pride, pa še tečnje in nagaja. Tu je malo izziv za učitelje, ker otroci so pač otroči, najstniki so pač najstniški, ne? In otroci trigirajo otroka v nas in najstniki trigirajo najstnika v nas. In odrasli smo pa tisti, ki moramo te otročje fore v nas dejansko jih poceliti, preseči in te najstniške fore, ki jih imamo sami, ozavestiti in preseči, ker sicer veste, kak je, verjetno ste že izkusili, ko se naenkrat doma, ne, mama pa najstnik, sta dva najstnika, ne, jaz tudi lahko roko dvignem, ne, noben ni popoln. Ampak dejansko otroci nas vabijo ozavesti, poceli, preseži, najdi tisti stabilni steber v sebi, pa bodi mi zgled, kako stvari rešuje odrasel človek. Odrasli pa velikokrat jim kažemo, kako se pač ob izzivu sesut, pa kako bentit, pa kako se pritoževati, ne?
in smo tudi mi zelo otroči in zelo najstniški. Zdaj pa spiti to grenko pilulo, to moram jaz najprej pri sebi zrihtati, ne? Da bom potem lahko otroku en dokaz tega odraslega vedenja, to je pač eno delo. In je pomembno, da vsak od nas to grenko pilolo vzame. Bi pa se navezala na Tatjano, ki je tako lepo rekla, da delimo vse svoje napake. Mene so vprašali, zelo tako konkretno vprašanje so me postavili, a si komu mentorica? In sem v prvem trenutku rekla ne. Čeprav imam čudovite ženske in zdaj že moške, ki so na mojih tečajih. Ampak imela sem v glavi, nisem mentorica, zato ker jaz nikomur ne govorim, kako naj živi. Ne? Jaz samo dajem orodja, kako naj človek ustvari življenje s svojim srcem usklajeno. Ampak saj to je mentorstvo. Ne? Star model mentorstva je pa res tisto, kar nihče od nas ni maral, ko so ti rekli, tako moraš, ker jaz tako mislim in to je to. In tudi ta del, ko nam uspe otroka odtujiti od sebe, ker kao mora poslušati nas, to je en hud greh, bom tako rekla, ki se ga potem človek v odrasli dobi težko odkriža. Hvala. Se lahko samo z enim stavkom vrnem na Sabino. V začetku, ko je ona govorila, smo govorili o zadovoljstvu. Ne? In v bistvu smo mentori vsi tisti, oziroma so nam vsi tisti posamezniki v družbi, katerih se dobro počutimo. Ne? Tako dobro, da z njimi delimo vse dobro, slabo, srečo, veselje, napake, ne vem kaj še vse. Ne? In tega se je dobro zavedati. Ne? Tako da včasih niti ne vemo, da smo v teh vlogah. Ne? Važno je, da se v družbi nekoga dobro počutimo in kot sem prej rekla, potem vse steče. Hvala. Če bi malo povzeli, bi rekli, da v Sloveniji imamo že čudovite primere odličnih mentorstev, učiteljev, srčnosti, veliko je o tem napisano, veliko o tem govorimo. In več kot tega bo, bolj se to širi. Je pa čudovito, kar ste tudi izpostavili, da začne se pri vsakmu posamezniku. Verjetno pri tem, da vsak dan se malo nasmejimo, koga pohvalimo, poberimo kakšen papirček iz stav, pogledamo na ta, kar je oči, pa rečemo hvala in take malenkosti in s tem se vse skupaj začne, da vsak od nas prispeva nekaj lepšega v ta svet, kakršnega si itak vsi želimo. Pa še da mačkam pritisnem, kako se reče, ne? Na lonček, ali kako rečemo, pa kakšno knjigo preberite, pa tudi napišite, ker preko knjig pa tudi vplivamo naprej na vse skupaj. Ne pozabite, da obstajajo zgodbe, ki si zaslužijo živeti večno. Tukaj na odru imamo kar nekaj takih in je smiselno, da o njih govorimo, podpremo, širimo in tudi sami kaj doprinašamo vsem tem, kar so prinesli. Hvala vsem, upam, da ste odnesli eno lepo misel, eno potrditev, luštno zgodbo, eno sliko, karkoli dobrega, da boste jutri rekli, vredno je bilo, zapomnila sem si in gremo s tem, s to srčnostjo in s to filozofijo naprej, širiti vse to, kar si tudi nekako vsi želimo. Tako da, hvala vsem, da ste prišli, podelili in hvala tudi vam. Joj, naš distributer bo zdaj jezen. Seveda knjige lahko pri Aurori, tale galarna pogledate, dobite, drugače bo Uroš med tamle za ušesa, imamo najboljšega distributerja luštenga, tako da če greste tja, bo tudi knjige pokazal, pa kaj več povedal.